lepo pozdravljeni v zadnjoj tretjini 10. meseca v tom letu. Nejdolgo nazaj, ko se je začalo to časovno obdobje in že idemo proti kraje. Kako hitro leta minejo, bi lahko popevali tisto eno staro pesem. Kako hitro leta minejo in ko se je že vse zgodilo v tom letu in ko da se še zgodilo. Za nazaj, jel te imamo odgovore, imamo spomine, imamo mogoče tudi zapiske, ko se nam je dogajalo, ko pa za naprej. Ko pa za naprej, za jutro, znaš, ko da prineso prihodnji čas. Jakob v svojem pismu dava opozorilo, kako naj v svojem življenju gledamo na prihodnost, na našo bodočnost. In to piše, to pravi v 4. poglavju Jakob 4, 13. vrstica. To piše, poslušajte torej vi, ki pravite, danes ali jutri odpotujemo v to in to mesto, tam bomo ostali 1 leto, trgovali in zaslužili. Jakob 4.13. To pravi. Ja, to je planiranje, pravzaprav je to mišljenje, stav večine ljudi na tom svetu. Nišče se več ne spitava glede jutro. Ne spitava se dosta ljudi glede jutro, če bo za njega jutro. Če da jutro za tebe obstajalo, pač pa velika večina ljudi vidi jutro čista sigurno, čista gotovo. Ja, jutro bo to pa to, kako smo prešteli v Jakobovem listu. Jutro je moja nova prilika, štere ne smem zameniti, štere nikak ne mrem vypustiti. Jakob te nadaljuje v istom poglavju in pravi tok. Sploh ne veste, kaj bo jutri. Sploh ne veste, kaj bo jutri. Znaš ti, ko da jutro? Kaj bo jutri? Ja, dragi moji, to je dejstvo, šterega se mora zavedati vsaki človek. Zavolo toga, kad dogodke, štere spremljamo, štere se dogajajo, no to samo ještě bolje potrjujejo. Sploh ne veste, kaj bo jutri. Sploh ne veste. Ne vemo, ko da jutri bo mir, bomo imel zaposlitev, da firma sploh ještě obstajala, kje za kje delam. Bomo imeli delo, bomo imel prevozno sredstvo, kamo leko šel na delo, bomo dobo gorivo za prevozno sredstvo, koliko da se vkuper to koštalo. In še druga pitanja se lahko postavimo. Se pojavljajo še druga pitanja in vse to nas postavlja pred dejstvo, kad dobro razmislimo, kako živimo svoja življenja. Ale, znate, Božja beseda nas nenja v negotovosti. Glede toga nam Jakob te v nadaljevanje dava eden čudoviti nasvet. To pravi, rajši recite, če bo Gospod hotel, bomo živeli in delali to ali ono. To pravi v 15. veršu še. Če bo Gospod hotel, bomo delali to ali ono. Če bo Gospod hotel. To pa je zelo, zelo tesno povezano z odnosom z njim. Z odnosom z njim. Spoznavanjem njega in te upoštevanjem njegovih navodil. Tu pa imamo zapisana njegova navodila. Mi ne vemo za svojo bodočnost, eden pa zna. Eden pa zna in ne samo za našo bodočnost, za prihodnji čas našega življenja, pač pa je on znal tudi za svojo življenje, ko da njeme bodočnost prinesla. In znate, na Jezušovoj zadnjoj poti v Jeružalem, on je znal. On je točno znal,
ko ga tom čaka trpljenje, zasramovanje, ko ga tom čaka smrt na križe, znal je tu namen vsega toga. In na to Jezušovoj poti se je zgodil eden mali dogodek, který je popolnoma spremenil življenje dvema človekoma. Popolnoma je spremenil življenje tema dvema človekoma. In stanemo gore in preštejmo Božjo besedo za naše razmišljanje v tom jutri v Mateje 20. poglavje od 29. pa do 34. Matej 20, 29 do 34. Tu je Božja beseda za mene, za moje življenje, za tebe, za tvoje življenje. To piše. Matej 20, 29 do 34. Ko so odhajali iz Jerihe, je šla za njim velika množica. Ob poti sta sedela dva slepa človeka. Ko sta slišala, da Jezus prihaja mimo, sta zavpila: Usmili se naju, Gospod, Davidov sin. Množica ju je pograjala, naj umokneta, ona dva pa sta še bolj zavpila: Usmili se naju, Gospod, Davidov sin. Jezus je obstal, ju poklical in rekel: Kaj hočeta, da vama storim? Dejala sta mu: Gospod, da bi se nama odprle oči. Jezus se ju je usmilil, dotaknil se njunih oči in takoj sta spregledala ter šla za njim. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč, štero se nam tunjal, kog vodilo za naša življenja. Pomore nam jo razmete, sprejeti v svoje življenja in živeti vsakodnevno po njej. Blagoslovi vsakoga prisotnoga, vsakoga poslušalca, ki bi za istino čuli to, ko je tvoja vola za naša življenja in te tvojo vola v svoje življenja tu izpolnili. Blagoslovi nam tej čas in tu vse tiste, štere ne mrejo biti v tom jutri, prinašamo pred tebe, ki bi tu uničili tvojo reč, tako kot je tvoja sveta vola. Amen. 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 Nekaj časa že spremljamo Jezušovo življenje in pa njegovo delovanje. Gledamo čudeže, štere so se dogajale po njegovom služenju ljudem in iz toga te črpamo nauke za svoja osebna življenja, za naša osebna življenja, za volo toga, ka vsako Jezušovo dejanje, vsaka njegova beseda ima pomen tudi za moje in tvoje življenje. Vsaka njegova beseda, vsako njegovo življenje. Zato spremljamo te besede in živimo po njegovoj besedi. Ne toliko ge pravim, pač pa toliko Božja sveta reč prave. Znova vidimo v tom dogodke, da je okoli Jezuša bilo vsikdar dosta ljudi. Tok štejmo na več mestaj, ka so ga spremljale množice. In gnes postave ti, dragi poslušalec, sebe vprašanje, ali sam ges del te množice, štera spremlja Jezuša, ali njemi sledim na vsakom korake mojega življenja in da boš spremljal Jezuša, da boš šel v kuper z njim, da boš z njim šel naprej, da boš hodil z njim, te se boš srečal z različnimi situacijami, z različnimi izzivi v svojem življenju. Z njim boš doživljal marsikoj, ko brez njega nikdar ne bi doživel, ko bi brez njega ne mogel doživeti. In tisti spremljevalci, štere so te hodili za Jezušom, so doživljali vse felej stvari. Marsikoj so doživljali, to, kot sem že omenil. Srečavali so se s posebnimi dogodkami in pa tudi z čisto vsakodnevnimi stvarami. In te je bilo to čista običajno, vsakodnevno, ka so na tako povedano romarskoj poti,
na tiste vhodaj v mesta, ka so ob teh poteh sedeli ljudje različnih profilov, različnih situacij in so prosile. So bili prosjake, so bili tom berači, tom pri mestne vrataj, zato ka bili so mestna vrata, gdje se je šlo notro v mesto. Mesto bilo ogrojeno, ne se mogel gešteč priti v mesto. Tok povedano je bilo obzidje za volo varnosti, ka bi ne izbeglice, ka bi ne begunce prihajale komakole. In pri tej mestnih vrataj so sedele takše ljudje, bolnike, berače, štere so s prosjačanjem se prislužili svoj vsakodnevni kruh. In to so bili ljudje, štere so za volo različnih vzrokov so ne bili sposobni normalno delati in se prislužiti za sebe, za svoje življenje, za svoje preživetje. V posebno težkom položaju so bili slepi ljudje. Zakaj? Zavolo toga, ka so ne videli, ko se okoli njih dogaja, in so ne videli niti, gdje se one nahajajo. Ali znate, te ljudje so čuli. Ne so videli, so pa čuli. In to dobro čuli. In to je bilo za njih odločilnega pomena. Na taj način so one dobivali pomembne informacije za njova življenja. Skozi to, ko so čuli, so dobivali važne informacije, ka so te znali, kako reagirati naprej. In teva dva človeka sta prek toga čutila, prek svoje sta dobila za njivaj informacijo, štero je bila njivajno zadnje vypanje. Njivajno zadnje vypanje. Čula sta, ka Jezus prihaja tom mimo. Ka Jezus prihaja tom mimo. To sigurno ne je bilo prvo pot, ka sta njiva čula za Jezuša. Sigurno sta že večkrat čula za Jezuša. Verjetno so njima ljudje pripovedovali, so njima govorili, ko se je Jezus včinil, kakšne čudeže so se po njeme dogajale. Ali ti pripoveduješ ljudem okoli sebe od toga, ko je Jezus včinil v tvojem osebnem življenju, ali je včinil življenje tisti, štiri so tebe blizu? Pripoveduješ ti to ljudem okoli sebe? Teva dva slepeva sta zoj čula nika drugoga, kot pa v drugih situacijah. Zoj v toj situaciji sta čula, ka Jezus prihaja tom mimo. Prihaja po tistoj poti, gdje sta njiva sedela. Jezus se zdaj nahaja v njivajnoj neposrednoj bližini. Čista poleg njiva je, ide po tistoj poti, gdje njiva sedita in prosita. Znate, to je bila za njivaj šansa njivajnoga življenja. Glaven dobitek. To je bila situacija, to je bila priložnost, štera se ne smej prepustiti. To je bila priložnost, štera se verjetno nikdar več ne da ponovila. Tok smo prešteli, tok jako prave, tok je on zapisal. Sploh ne veste, kaj bo jutri. Da jutro Jezus šel znova tu mimo. Dragi poslušalec, boš ti jutro ještě čil Božjo besedo? Boš ti jutro čil znova Bože sporočilo? Odreagiraj dnes. Iskoristi priložnost, štero ti
ponuja točno zdaj. Ide se za tvojo večnu bodočnost. Ko sta slišala, da Jezus prihaja mimo, sta zavpila. Teva dva slepeva človeka sta prepoznala čas, prepoznala sta priložnost, štere ne smeta nikak zamediti. Tisti den, tisti trenutek je bila za njivaj priložnost, štere nikak ne mreta zamediti. In ko sta njiva zavpila, ko sta slišala, da Jezus prihaja mimo, sta zavpila. Ko je bilo njivajno hrepenenje? Ko sta njiva želela? Tako dole piše, njivajno kričanje je bilo: usmili se naju Gospod, Davidov sin. Dragi moji, po kom človek najbolje hrepeni tu dnes? Po kom človek najbolje hrepeni? Kaj bi nekak prisluhnil njegovme glase, kaj bi bil slišane? Kaj bi nekak čul njegov glas, kaj bi se leko nekako me potožil, njime izpovedal svojo potrebo, svoj problem. Kaj bi se ga nekak usmilo in se zavzel za njega. Usmili se naju Gospod, Davidov sin. In zdaj poglednimo tragično reakcijo ljudi na vpitje tistih, štiri so v potrebe. Množica ju je pograjala, naj umolkneta. Imamo jedan stari prevod v prekmurščino, štero ga je Kuzmič prevedel in Kuzmič pravi tak: ljudstvo njivaj pa je karalo, noj bodeta tiho. Karalo njivaj je. Noj cita tju bojta, ne kričta. Dragi moji, tu dnes se želej utišati glas tistih, štiri so v potrebe, štirim je težko, štiri trpijo, štiri so preganjane, štiri so zlorabljane. Želej se utišati glas tistih, štiri ne vidijo izhoda iz svoje situacije in vsikdar znova takšni ljudje kričijo za usmiljanje, da ideš toj mimo njih. Vsikdar znova kričijo za usmiljanje. Se tu ti tiste, štere želeš utišati kričanje ljudi, štere ne vidijo. Teva dva človeka pa sta bila vztrajneva. Če bi videla svojimi očami, bi mogoče utihnila. Zavolo toga, ka sta pa ne videla reakcije množice, izgleda množice, ka sta ne videla vseh sovražnih, zaničevalnih pogledov, sta ne utihnila, ne sta umolknila, poč pa sta gratala ještě bolj glasneva. Usmili se naju Gospod, Davidov sin. Ještě bolj glasneva sta gratala. In ko pravzaprav vsebuje te njune poziv, njuna prošnja. Usmili se naju Gospod, Davidov sin. Kot prvo vidimo, ne sta kričala vsaki za sebe, pač pa sta bila v svojoj prošnji povezana. Enotneva, združeneva sta bila. Ne sta imela različnih pogledov nad njivajno situacijo, niti različnih pričakovanj. Usmili se naju. Eden za drugoga sta kričala. Kričala sta k Jezušu, eden za drugoga. Ali razumeš, dragi poslušalec, ko to
pomene jedan za drugoga. Druga stvar, što vidimo tu, poleg enotnosti, je, ka prosita usmiljanje. Usmili se najo. Ko je to usmiljanje? Ko to pomene biti usmiljene? To pomene, ka iz sočutja napravimo kome kaj dobroga. Iz sočutja. Torej, vidim človeka v potrebe, vidim človeka v probleme, vidim človeka v težave in se poistovetim z njegovo situacijo in napravim nekaj, ko da ga pripeljalo iz njegovega stanja. Usmili se najo. Torej, njiva dva sta Jezuša prosila, naj se on poistoveti z njivajno situacijo, naj vidi njivajno situacijo, naj občuti, tako povedano, njivajno situacijo, njivajno bedo in za njivaj včini nekaj dobroga. Tretja stvar, što tu vidimo, je, ka sta Jezuša poimenovala Gospoda. Gospoda sta ga poimenovala. Te je to bil eden poseben naziv, šterega so bili deležne osebe, štere so imele poseben položaj v tistom društvu. Gospoda se ne vsakoga poimenoval. Naprimer, učence so rabine, so njove učitele poimenovali za Gospode. To so bili posebni ljudje v njihovem življenju. In teva dva človeka pravita Jezuše, ti si za najdvaj poseben človek. Ti si za najdvaj Gospod. Gospod je pomenilo ti gospodar. Ti odgovarjaš za moje življenje, za mojo bodočnost. Gnes v našoj kulturi je to splošen izraz za starejšo osebo od sebe. Štera oseba je starejša od mene, tisto poimenujem Gospod. Njime na tej način, tako povedano, izkažen čas. Gnes smo mi vsi gospodge, gelte? Vsi smo gospodge, pa gospe. V tistoj kulturi pa je to bil, tej naziv je pripadal samo posebnim ljudem. In četrta stvar, štero izpovedujeta teva dva slepca, da krčita za Jezušom, je, da ga priznavata za obečanoga Mesijo. Da ga priznavata za obečanoga Mesijo. Namreč izraz Davidov sin je bil uradni naziv za Mesijo. In poleg vsej tistih, štiri so videli svojimi očami, so videli Jezuša. Štiri so odili z njim. Štiri so videli in doživljali njegova dela, sta samo dva slepca prepoznala, kaj je Jezuš te obečane Mesija. Haleluja. Po drugoj strani pa kak žalostno dejstvo. Biti blizu Jezuša. Videti ga svojimi očami in ne znati, ne prepoznati, što on je. Množica koli Jezuša bila. In teva dva, šteriva sta ga prepoznala kot Mesijo. Teva dva slepca je ščela ta množica utišati. Ali, dragi moji, Jezuš se je odzval na njivajno klicanje. In to smo popevali v začetku v korose. Ti samo slišiš klic človekovega srca. Dragi moji, Jezus ne čuje samo to, ko ga svojimi lompami izpove. Ne, on čuje tudi to, ko se tu noter dogaja v mojem, v tvojem življenju. Tej klic srca Jezus čuje
In Jezus je čul in se je odzval. Jezus je neustavno ravnodušen na klicanje tega dva človeka. Kako je to praksa v dnešnjem času? Mnogi ljudje na klicanje tiste štiri sove potrebe ostanejo ravnodušne, tako pravijo, na eno vejo noter, na drugo vejo. In sploh se ne dotekne človekovega srca. Jezus pa je obstal in jo poklical k sebi. Aleluja. Dragi moji, kakšna novica. Kakšna čudovita novica, kakšen čudoviti razplet, kakšen preobrat. Kakšen preobrat štere dela razliko med klicanjem množice, štera te želej utišati in Jezusom štere te zove k sebi. Jezus te zove k sebi. Haleluja. Dragi poslušalec, tudi tebe gnes. Tudi tebe gnes v tom jutre, v tom trenutku Jezus zove k sebi. Zovete k sebi, zovete v svojo prisotnost, v njegov objem. Zovete z radovednostjo, kaj njime povejš, kaj njime izpovejš tvojo prošnjo, izpovejš tvojo skrb, tvojo težavo, tvoj problem. On, Jezus, je tu točno za tebe, točno za tvojo situacijo. Jezus je obstal, jo poklical in rekel, kaj hočete, da vama storim. Dragi moji, naš Bog je Bog, šteri se zanima za človeka, zanima za njegovo situacijo. Kaj hočete, da vama storim? In v Bibliji zasledimo na več mestah podobno zanimanje Boga za človeka. In če idemo čisto na začetek, k Adame pa Eve, kje sta? Bog se zanima za človeka, kje je človek? Bog se zanima točno za tebe, kje si? Kaj hočete, da vama storim? On želi, kaj njime izpovejmo naše želje, naše potrebe. Jezus tu postavlja eno pitanje, od šterega je marsikaj odvisno. Kaj hočete, da vama storim? Če bi tebe Jezus gnes v tom jutre postavil isto vprašanje, ko bi bil tvoj osebni odgovor njeme? Če bi te Jezus pital, ko ščeš, kaj je tebe včinim? Ko bi bil tvoj odgovor njeme? Ko je tvoja želja, kaj te noj unstor včini? Mogoče že dolgo krčiš Boge in ga prosiš za usmiljanje. Če bi te pital, ko je tisto, ko želeš, kaj te naj včini, ko bi bil tvoj odgovor? Imaš ti jasna pričakovanja od Boga? Teva dva človeka sta imela zelo, zelo jasno pričakovanje od Jezusa in sta bila v tom popolnoma enotneva. Popolnoma enotneva. Dejala sta mu, Gospod, ne je eden pravo, kaj bi imela za najno kaj bi ga imel za moje preživetje, drugi pa, Gospod, daj, kaj bi ga videl. Ne, tako sta pravila, dejala sta mu, Gospod, da bi se nama odprle oči. Dragi moji, to je ena od najvažnejših stvari življenja
vsakoga človeka. Imejte, odprejte oči. Imejte, odprejte svoje oči. In če spremljate Jezusovo delovanje, dajte zasledili, kaj je v Novoj zavezi opisane, saj 5 uzdravitev slepih, štere je Jezus s tem postavil v enoma popolnoma nove položaj. Človek z odprejtimi očami ima sigdar eno novo vypanje pred sjav, zavolo toga, ka vidi, ko se nahaja pred njim. In to sta doživela tega slepca. Njivajna prošnja je bila, Gospod, da bi se nama odprle oči. In te njiva je Jezus razočaro, njiva je skrego, to kog množica koli njivaj? Ne. Jezus se ju je usmilil. Jezus se njiva je usmilil. Ko to pomeni, da se Bog nekakoga usmili? Dragi moji, tom pride do prave spremembe, tom pride do novega vypanja, do novega smisla življenja, da se Bog nekakoga usmili, da se Bog tebe usmili, da boš imel eden novi smisel v svojem življenju. In glitao se je zgodilo teh 2 slepcev zavolo toga, ka Jezus se je dotaknil njunih oči. Doživela sta Jezusov dotik. Jezus se je dotaknil njunih oči, dragi poslušalec. Jezus se želi dotekniti tudi tvojega osebnega življenja. Glizoj, te trenutek in zavedaj se, ka se po njegovom dotiku sigdar zgodi nekaj čudovitega. Se zgodi čudovita sprememba. Si pripravljeni na to, imaš pričakovanja, imaš hrepenenje po tom Jezusovom dotiku v tvojem življenju? Imaš to hrepenenje v svojem življenju? V nadaljevanju tega dogodka bomo videli, ko se zgodi življenje človeka, da se ga Jezus dotekne. Leko se zgodite 2 stvari po Jezusovom dotiku in obe imamo tu zapisane. Ko prvo, leko pride do zdravljenja. Tu imamo poročilo, da sta takoj spregledala. Haleluja! Takoj sta spregledala. Tisti trenutek, da se njiva je Jezus doteknil, sta spregledala. Haleluja! Kak čudovite je naš stvarnik. On v trenutke dela vse novo. In še nekaj bolj čudovitega se je zgodilo v tistem trenutku. Znate, prvo, ko sta tega človeka videla, je bil Jezus. Aleluja! Prvo, ko sta videla, je bil njivajni stvarnik. Ko vidiš, ti najprej, da se vgojno zbidiš. Ko najprej vidiš, ko je tisto, ko najprej privlači tvoj pogled, tvoj duhovni pogled, kad tako povem, koma usmerjaš svoj pogled. Je to Jezus, štere ti je odprl tvoje duhovne oči? In pri tema 2 človekoma se je zgodilo še nekaj. Še nekaj se je zgodilo in to je potrebno, kar čini vsaki človek v svojem življenju. Dotaknil se je njunih oči in takoj sta spregledala ter šla za njim. Ter šla za
njim. Jezus je teva dva slepca ozdravil fizično, ko sta videla stvari in ljudi okoli sebe, in drugo, ko se je zgodilo v njihovem življenju, je, ko sta bila ozdravljena tudi duhovno. Aleluja. In zavolo toga sta te časi šlo za Jezusom. Šlo sta za njim, začala sta eno popolnoma novo življenje. In to na vseh področjih, zavolo toga, kaj Jezus njiva je ozdravil popolnoma. To želej Jezus včiniti tudi v tvojom življenju. In dragi poslušalec, v začetke smo prešteli Jakobov na svet glede naših odločitev, genom svetuje, noj preverjamo, ko je Gospodova volja. Tako smo prešteli, če bo Gospod hotel. In tu vidimo Jezusovo pitanje, kaj hočete, da vama storim? Dvakrat se ide za to, ko nekak ščej. Če bo Gospod hotel, kaj hočete, da vama storim? In v obeh primerih Bog pričakuje odziv človeka. On ščej. Važno je, ko ti ščeš v svojom življenju. On je vsikdar pripravljen, ko se usmili in na tej način da eno novo upanje, novi pogled vsakome štere njeme zavupa. Refrem 245. pesme prave, ko na križe Jezuša je njegova svetlošča mi oči odprla. Zakaj? Noj vidim njega. In glita sta doživela teva dva slepca, zaglednila, videla sta Jezuša in te sta odišla za njim. Aleluja. In naj Gospod po svojem duhu, tudi v mojem in tvojom življenje vsakodnevno odpira naše duhovne oči, kamo videli njega, kamo videli, ko je njegova vola in jo tu izpolnjevali. Amen. Amen. Če je Božja beseda gučala v tvoje življenje in če želiš, da se tu tebi odprejo tvoje duhovne oči, zdaj je priložnost, ko lahko njeme poveš, njeme daš znak, ko naj on včini v tvojem življenju to, ko že dolgo pričakuješ. In če nucaš pomoč, če nucaš podporo v molitvi, če želiš, ko tu tebe, tvoje življenje znova prinesemo pred njega, ko tu podpremo tvoje kričanje k njeme, lahko daš znak in mu se molili za tebe. Molili za tvojo potrebo. Amen. 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 Gospod vidi tvojo situacijo. Gospod vidi tvoje hrepenenje, tvoje kričanje k njeme. Gospod se te naj dotekne. Amen. Molite se za mene, Gospod, pomore, da pridem skozi, če tu skozi spadnem, ti več nima nisi. Peške ga več nima iti. Ne, Gospod, blagoslovi te doktore, pa te podoblezali. Amen. Ves pravijo, ko veš dole, lepo si prihali. Amen. Amen. Ja, Gospod vidi in čuje klicanje srca in zdaj se združimo v molitve. Nebeški Oče, hvala je tebe, kad nam ti njavaš tu tvoju svetu reč, štera noj vodi našo življenja, kamo živeli tako, kako je tvoja sveta vola. Hvala je tebe, kad ti odpiraš oči, ne samo fizične, pač pa tudi duhovne oči, kad vidimo, ko je tvoja vola. In hvala je tebi za vsakoga brata,
za vsako sestro, za vsakoga poslušalca, štere čuje posluša Tvojo reč. Gospod dragi, daj nam rozmeti in živeti po njej. I vsako izraženo prošnjo, štere izražena, ali ispovedana pred Tjo. Gospod dragi, Ti usliši to kričanje človekovega srca in daj odgovor. Ti daj Tvoje usmiljenje v vsako to življenje, Gospod dragi, kada je Tvoj dotik napravo to pravo spremembo, koliko je Tvoja sveta vola. Daj nam modrosti živeti to, kako Ti želiš od nas. In boj proslavljene Ti, Bog Oča, Bog Sin, Bog Duh Sveti, od zdaj pa do večnosti. Amen. Amen.